več saj ne more biti res. Nikdar več saj ne more biti res. Krila so se mi stopila od strahu. Nikoli več ne poletim na njih, a nikdar ne izvem, da so samo papir. Zmaji, ki že toliko let visijo nad mной. Saj že mama govorila je, da z višine se ne vidi vse, a nikdar ne izveš, da so samo papir. Smehljaji, ki že toliko let smejijo se s teboj. Od višine se zvrti, skrime v svojo dlan, svojo mehko dlan, svojo toplo dlan. Vzemi me na svojo stran, skrime v svojo dlan. Lahko mi vrneš kar to še nocoj, oče me. Da je novi vaški dom za Pavlovčane velika pridobitev, je kazala skrbno pripravljena otvoritvena slovesnost in tudi število domačinov, a tudi gostov, ki so se v soboto popoldan zbrali pred domom. Zbrane je najprej pozdravil predsednik društva Damjan Bokša, ki je spomnil na prehojeno pot razvojnega društva Pavlovci, ki je bilo ustanovljeno leta 2015, na prizadevanja za izgradnjo novega vaškega doma in na potek gradnje vse do danes. V nadaljevanju sta spregovorila tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in predsednica sveta krajevne skupnosti Ormož Barbara Podgorelec, ki sta poudarila pomen dobrih medsosedskih odnosov in druženja med krajani, ter se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri gradnji. Predsednik razvojnega društva Pavlovci Damjan Bokša, župan Danijel Vrbnjak in predsednica sveta krajevne skupnosti Barbara Podgorelec pa so tudi prerezali tribarvnico in tako simbolno vaški dom predali svojemu namenu. Naš vaški dom nam pomeni nek naš drugi dom. Drugi dom v smislu, da se družimo, da imamo na nek način neko mesto, kjer se lahko dobimo, se kaj pogovorimo, razmišljamo naprej, kaj bi postorili, kaj bi lahko še več storili za naš kraj. Verjamem pa, da smo s tem domom se nekako vaščani postali, kot sem v svojem govoru povedal, prijatelj prijatelju, sosed sosedu, zaradi tega, ker nas je ta gradnja nekako združila, ki prej v starem domu ni tega bilo. Bi rekel, da v tem novem domu pa sem kar vesel, koliko ljudi pride skupaj, ko jih potrebujemo, ko jih skličemo. Razvojno društvo je bilo ustanovljeno leta 2017, ko ste 15 je bilo že ustanovljeno. Aha, dobro, 2015 je bilo ustanovljeno. S kakšnim namenom v bistvu, torej, kakšne so aktivnosti tega društva? Društvo v osnovnem namenu je v bistvu, da se vsi vaščani, člani družimo in izvajamo različne aktivnosti. Seveda, iz leta v leto, bi rekel, se te aktivnosti spreminjajo. Udeležujemo se različnih športnih aktivnosti, imeli smo tudi glasbeno skupino, ki je bila kar dobra, nažalost sedaj ni več toliko aktivna.
Najbolj pa nas je v tem društvu povezovala ta gradnja. No, domnevam, da se bo kar dogajalo v tem domu, nekoliko je prostora v domu. V domu imamo sedišč 60, seveda je prostora več. Imamo, verjamem, da 150 kvadratnih metrih, imamo veliko prostora, tudi poleg 60, ki jih sedi še za kakšen ples, če imamo kakšno prireditev, verjamem, da danes tudi. Ampak ta dom je tudi namenjen za naše vaščane, za naše člane, kot tudi za zunanje, ki ga lahko najamejo. Torej, seveda so potrebni tudi vsi ostali prostori, torej sanitarije, shrambe, kuhinja, ne? Tako, kuhinja je opremljena z stroji, ni v kompletu opremljena, torej za kakšnimi krožniki ali s kozarci že. Imamo pa dokaj moderno opremljen dom, bi rekel, imamo tudi WC za invalide, imamo hladilnike, imamo zunanji predel, kjer se lahko peče, imamo tudi peč, gloven, ki ob najemu ali pa če ima kdo kakšno prireditev, seveda si lahko pice speče, s tem tudi podpiramo, bi rekel, domače proizvajalce in tako naprej. Imamo tudi igrišče, kjer se lahko otroci zadržujejo, ko mi izvajamo različne aktivnosti v domu. Pred domom je namreč velika travna površina namenjena različnim aktivnostim na prostem, a tudi terasa za različna druženja. Ob priložnosti otvoritve so na ogled postavili tudi fotoknjigo s slikami starega vaškega doma in slikami začetka gradnje. Novi vaški dom stoji na mestu, kjer je nekoč stala baraka, ki je dolga leta služila kot vaški dom. Kljub temu, da so jo leta 1989 temeljito obnovili, je bila v slabem stanju. Iz časa obnovitvenih del starega doma so na ogled postavili tudi natančne evidence del, ki jih je skrbno zapisoval domačin Franc Kelemina. Gradnjo vaškega doma je financirala občina Ormož, s tem, da so krajani sami opravili čez 1300 ur prostovoljnega dela. Sicer pa so vaški domovi oziroma različni domovi za druženja krajanov urejeni povsod po občini. Ja, moram reči, da smo kar dosti investirali, tudi fasade, strehe smo po ostali vaški domovi nekako prenovljali v teh letih. Tukaj seveda novi vaški dom, sigurno smo vsi skupaj na njega ponosni. Moram reči, da v Pavlovci zelo dobro tudi delujejo, veliko se družijo, to pa je tudi tista točka, ki bo neko dodano vrednost, tako da še bo verjetno teh druženj dosti več. Je še kateri dom, ki bi morda potreboval oziroma so še kakšne želje po obnovi katerega torej doma v občini Ormož? So še želje, bi rekel bolj v krajevni skupnosti Velika nedelja, če gremo v ono stran tudi proti Podgorcem, bomo videli, mogoče bi tam bilo dobro še kakšne prostore urediti, drugače pa itak, bi rekel, gasilski domovi so že skoraj v vsaki krajevni skupnosti, tudi v krajevni skupnosti je tudi več, tako da nekako ti skupni prostori, kjer se društva nekako delujejo, udejstvujejo, so nekako zagotovljena, tudi kulturne dvorane so, tako da moramo pač tudi gledati, da ko se en taki dom postavi, da je potrebno tudi za njega kasneje poskrbeti z upravljanjem, se pravi z samim vzdrževanjem, tudi stroški so določeni, mesečno pojavljajo, tako da res pa je, če se ne bomo družili, če ne bomo živeli, to je tisto glavno, kar nas nekako skupaj drži. In kot je povedal predsednik Razvojnega društva Pavlovci Damjan Bokša, bo 9. september odslej datum za vsakoletna vaška srečanja.